Za drugo, naslednjo zgodbico, pa tudi drugi ljudje nikoli niso bili povsem prepričani, ali je ali ni resnična. To pa je zgodbica o tem, kako je krjavelj srečal hudiča. Pa so mu rekli, povej, a si res videl hudiča? O, tu pa res, hudir pa obstaja, hudir. Sej sem ga presejkal, na 2 kosa sem ga presejkal, a polnoči sem ga presejkal na 2 kosa. Dej pa ved, kako je pa to bilo? Krjavelj si popravi klobuk in začne pripovedovati. Bilo je tu, ko sem bil v vojski, v mornarici. Bil sem na ladji, na straž in ura je bila 11. Kako? Prej si pa rekel, da je bilo polnoči. Bilo je 11, ko dobro vem. Bil sem sam. Megla je bila, pa tema k vrogi. Zjeblo me je, pa sabla sem imu. Da ne bi zaspal, sem začel pa kar malo pa morji gledati. Joj, kako si pa gledal, če je bila tema? Ne je bila tema. Sem imu goba pa kresil, pa sem zavkuril. Na kar goru jambori zaslišem nekaj prav vrr, vrr, vrr. Jaz gledam, pa ne je bilo nič. Pa me spet čez spanc premagat, kar se zamaje barka. Gledam, pa nič. Kar zagledam, tam pa vod, pa morje nekaj hod. Pa znagam prav, samp. Jaz gledam, kar vidim, hudič gre. Kako si pa vedel, da gre hudič? Kako ne bi vedel? A nema rdeči hlač, zelene kape, pa kasmate tačice in take nohte na palcih, k kavli na vak. Pa te je bilo kaj strah, ga je vprašal krčmar. Kako bi me bilo strah? Sej sem jim usabla. Na polje pa tista pašast, ali tist peklenski škrat priplezal gor pa barki in je reklo škrep. Kukar je pa na vrh prišel, se je pa stal naravnost nasprot mene in začel oči. Sveta mamka, 7 križov in težav sem djal, pa sem dvignil bridka sabla, pa sem zamahnil, pa čez glava nameril in lop, pa sem ga presejkal na 2 kosa, samega hudiča sem presejkal. Kako pa veš, da si ga presejkal? Kako ne bi vedel? Se je 2-krat palo v morje. Ta prvič je reklo štrbunk, ta drugič pa štrbunk. Pa rečete, da ga nisem presejkal. Hudiča na 2 kosa. Melavci mu še zdaj verjamemo, bolj ne. Vi pa kukrčite.